Pozdravljeni. V današnjih vaših vprašanjih in pobudah se bomo ukvarjali s temo, ki bo nekako zaokrožila razne prispevke, ki sem jih objavil v zadnjih 2 tednih. Nekdo izmed vas sprašuje, kako sploh selekcionirati tiste prave novice od onih, ki nam kažejo rahlo spačeno sliko. Današnji prispevek se bo dotaknil raznih drugih, ki sem jih pripravil v zadnjih 2 tednih. A ne mislim sprožati nobene polemike z drugimi avtorji. Predstaviti hočem samo svojo metodologijo, ki je tokrat pripeljala do zanimivih rezultatov. Namreč nekdo izmed vas, gledalcev kanala, je opazil, da Martin Brundle, bivši voznik in znan komentator Formule 1, je podal zanimivo izjavo. Namreč v mnogih pomembnih virih je mogoče prebrati, da po njegovem osebnem mnenju tisti kot ravnega dna nad asfaltom ni poglavitni razlog za premešanje razmerja moči, predvsem na vrhu lestvice v Formuli 1. Če poenostavim, pred tedni smo lahko brali v raznih medijih, da je Red Bull v prednosti, ker je ohranil tisti visoki kot ravnega dna v primerjavi z Mercedesom, ki ima nižji kot ravnega dna in je zato v težavah. Brundle je lepo povedal, da zopet po njegovem mnenju gre le za neko dimno zaveso, da je poglavitni razlog skrit nekje drugje. In seveda, gledalca kanala zanima, kako sem tudi sam prišel do podobnih zaključkov malce pred Brundlom. In prvič je treba poudariti nekaj, da sam sem prišel do nekih domnev, katere še zdaleč niso resnica. Ustvaril sem si določeno mnenje in slučajno se je zgodilo, da nekdo, ki se malce bolj spozna na Formulo 1 kot jaz, je v medijih objavil podobno mnenje. A hočem podčrtati, da tako moje kot verjetno njegovo je le mnenje. Ne jaz, ne on nimava dostopa do tistih podatkov, da bi nekaj trdila z gotovostjo. A verjetno ste opazili v raznih medijih tudi druge indice, da ni vse tako enostavno, kot nam je marsikdo to predstavljal. Naprimer, marsikdo izmed nas se je spraševal tudi tu na kanalu Badger's Way, zakaj pri ekipi Alpine so bili toliko slabši kot na zimskih testiranjih. Sami so nekako priznali, da je šlo v bistvu samo za previsoke temperature zraka. In izgleda, da njihov bolid A521 je izjemno občutljiv na spremembo temperature. Nič kaj takega v Formuli 1. Kot smo govorili pred dnevi, bolidi so izjemno učinkoviti. A to pomeni, da tisto območje uporabe, kjer so učinkoviti, je izjemno ozko. Izgleda, da pri Alpinu, ukolikor se temperatura zviša nad določeno mejo, se ravnotežje poruši. Po drugi strani, en izmed verjetnih razlogov, zakaj so bili pri tovariški ekipi Mercedes v rahlo slabši formi, nam je podal George Russell. Namreč prvič je povedal, da pri Williamsu so imeli določene težave z bočnim vetrom. In to smo nekako pričakovali. A po drugi strani je nekako namignil, da lahko tudi pri Mercedesu imajo podobne težave. Seveda sam ne vem, a mislim, da George Russell ima več znanja in več izkušenj kot Simon Jazbec. Zato njegovo mnenje upoštevam. A zgodilo se je nekaj zanimivega. Namreč nekdo se je začel spraševati, kako lahko sam pride do določenih zaključkov. In mislim, da je tu prav, da nekako predstavim svojo osebno metodo, ki je izjemno enostavna.
Namreč kot mnogi izmed vas prebiram razne vire, ki se ukvarjajo s Formulo 1. In tu ni nič takega. A v teh virih nekako izločam tiste novice, ki so, dovolite mi izrazu, prepisane. Zavedam se dejstva, da danes je izjemno težko priti v stik s tistim pravim virom informacij. Dostopi do boksov so bili že prej omejeni, a danes je bistveno težje. Zato so razni avtorji dobesedno prisiljeni prepisovati od svojih kolegov. A bistvo je poiskati tisti prvi vir, tisti original in prebrati, kaj so določeni akterji v bistvu povedali. To ne pomeni, da preskočimo vse one, ki, dovolite, da ponovno izrazu prepisujejo. A treba je poiskati tisti izvirnik. Prebere se novico in poišče tisti originalni vir. Danes na internetu to ni velika težava. Ko dobimo tisti originalni vir, se pa lahko začnemo spraševati. Namreč mnogi avtorji argumentirajo svoje trditve. Namreč izjemno učeno izgleda, da se kar tako izjavi, da različni kot ravnega dna lahko pomeni zgrešen ali izjemno učinkovit bolid. Če se ustavimo pri tej trditvi, v bistvu nismo povedali nič. Namreč mnoge izmed nas lahko zanima, zakaj je do tega prišlo in kje je tista meja, ko kot ravnega dna pomeni prednost in kje se ta prednost obrne v slabost. Vkolikor stoji vse tako v zraku, sam začnem dvomiti. In še posebej dvomim v tiste članke, kjer ni dobesedno povedano, kdo je kaj izjavil. Namreč sam osebno dvomim, da je avtor članka tisti, ki je dognal to tehnično spremembo. Ponavadi se citira kakega tehničnega direktorja oziroma onega inženirja, ki je specialist na določenem področju. Kolikor je vse posplošeno, pač ne gre verjeti temu. Mnogokrat v mojih prispevkih boste naleteli, da dobesedno citiram vir. In to zaradi tega, da se lepo loči, kaj je rekel nekdo in kaj je moje osebno mnenje o tistem, kar je on rekel. In seveda, zgodi se, da tudi sam zgrešim smer. In ko opazim svojo napako, mi ne preostane drugega, kot da jo popravim. In sedaj se lahko vsakdo izmed vas vpraša, kdo bo objavil novico o izjavi Brandla. Namreč tisti, ki so še pred tedni govorili, kako je kot ravnega dna bistven v letošnji sezoni Formule 1, bodo primorani malce tudi spremeniti svoje mnenje, če ne bodo novice dobesedno ignorirali. In to je zopet znak, da iščejo bolj pozornost kot resen pristop k Formuli 1. A strinjam se z dejstvom, da vsakdo izmed nas ima svoj pogled, svoje mnenje in svoj način razmišljanja. Sam se trudim biti objektiven, a zavedam se dejstva, da je to nemogoče. Še pred nekaj dnevi se je razvila izjemno zanimiva debata v pripombah, kjer smo ugotovili, da na italijanski verziji spletne strani Motosport lahko naletimo tudi na nepreverjena dejstva. Namreč nekomu izmed vas Franco Nunez kot avtor ni všeč. In tu ima popolnoma prav. Ukolikor nekdo nekomu ni všeč, nimamo kaj za dodati. A sam moram tu le opomniti, da Franco Nunez tesno sodeluje z Giorgiom Piolom. In ukolikor pri Nunezu nekako naletim na neko tehnično novost, sem skoraj do konca prepričan, da je prišla s strani Piole. In sam osebno mislim, da Giorgio Piola je eden izmed največjih strokovnjakov na tem področju, vsaj kar se tiče novinarjev.
Sam moram priznati, da v rani mladosti sem se učil bistva Formule 1 na njegovih skicah, ki so bile objavljene v reviji Autosprint. Seveda papirnata izdaja. Interneta takrat še ni bilo v taki obliki, kot ga poznamo danes. A tu moram priznati, da sem pristranski, tako sem navajen in tem ljudem zaupam. Lahko se zgodi, da se zmotijo oni in verjetno se zmotim jaz osebno še prej. A v vsakem primeru mislim, da moramo biti pozorni in moramo diskutirati o zadevah. Naše diskusije morajo biti podprte z argumenti. Na koncu bi rad poudaril, da tudi mi, navadni navdušenci, lahko pridemo do določenih zaključkov. Ni treba verjeti vsakemu viru. Te zaključki so lahko tudi pogostokrat v nasprotju s tistim, kar v danem trenutku pravijo skorajda vsi. A čez nekaj časa, ko se zbere dovolj podatkov, lahko nekdo, ki ima več izkušenj, boljši dostop do virov in seveda boljši renome, potrdi tisto našo osebno domnevo. Nič kaj takega in seveda od 10 primerov se vsakemu lahko zgodi, da enkrat tudi zadene tisto pravo smer in verjetno v mojem primeru se je zgodilo nekaj takega. A to sploh ni važno. Po mojem osebnem mnenju je bistveno to, da se o zadevah pogovarjamo in da o njih razmišljamo. Tisti, ki slepo verjamejo vsemu, kar mu ponujajo razni mediji, po mojem bo s težavo razumel Formulo 1, a nekaterim je všeč tudi tako in to izbiro moram spoštovati. V glavnem zgodilo se je nekaj, kar potrjuje malce tisti moj način dela. A to še ne pomeni, da ga ne bom skušal v naslednjih dneh, tednih, mesecih in letih spremeniti in izboljšati. In seveda vabljeni tudi vi, da me s konstruktivno kritiko spravite na pravo smer. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.